Če veš, kaj mislim, 10. Prijatelji, Do 10. Koliko je to v pasih letih? 70. Wow. A so tu hkrati rekli? Hkrati sta rekla. Jinx, to imajo američani zdaj. Kaj pa rečeš? Ne, mislim, da Jinx rečeš. Okay. Ja. Jinx. Mislim, da unka prvi Jinx. Kaj je že komat od Jinxov? Daleko je komat more. od Jinxov. Ja, daleko je more. Daleko je. Ja. Hitro si to vedel. Jaz sem fan Jinxov, jaz sem v Hound Dogu sem bil, ko so bili še ta prvi unke, ta garažen band bil, drugačen zvok so imeli. Ko so še niso bili Jinx, ko so bili še, ko so planirali sam hrvaški trg, pa so bili Čarolija. Vrgli so me ven, ko sem travkadil noter v Hound Dogu. Čakaj. Pod kinu Šiško. Čakaj. Ja, to razumemo. A ti je Tomi prinesel pir? Ne, A je on tam kanaril, može? Ja. Ne vem, to se ne spomnim. Očitno se ne spomniš. Očitno nekaj travo kadil, kaj imaš. Deciva, Top Gun, prosim. Grozen je. A res? Pa kaj, tako lepo so te pospremali, ali je bilo... Ja, sem kao, ja, kada se posod. Ja, on je tako kolorado. Ja, tako. A nismo leta 2002? Ne, manj je bilo. Tako dolgo že ni bilo več. 1996, tako. Mislim, da ne bi smel naročiti. Ti to še ni bil čist mrzel. Ja, lepi cajti. Ko se začne s 1900, si tako, ti si star. Ti si star. To sem zadnjič videl drugače, nek ril ali kaj je bilo, ki je pač nek ogorčen človek, ki so mu tam mali rekli, da that was in the 1900s. Ja, leta 1996. Ja, sem to dosti. Prejšnjo stoletje, brat. Ja, ne, to temo je res boljš ne razmišljati za ljudi naše starosti, se mi zdi. Je tako, koliko je, a veš, ki so pol te, v 80-ih je bilo do druge svetovne vojne. Manj kot je zdaj. Ne, ti si glih na pol. Od tvojega rojstva do danes je to kot od tvojega rojstva do... Ja, ne, manj, ampak tako, ja, noro je. No, glavnem, 10-ič, še enkrat. Ok, z mano so Pižamc. A lahko prosim cel naslov? Nominiranec za nagrado Vasje Cerarja, Pižamc. Nominiranec za nagrado Vasje Cerarja, Pižamc. Hvala. Okay. Človek, ki sedi na pultih, Sašo Stare. Že tako 2 ali pa 3 sezone, ne več. Grozen je, vidim, da ne spremljate moje umetnosti. Ja. In bom razmislil o tem, da si najdem druge prijatelje. Ja, ne si, ja. Umetnost. Probi. Kaj bi jaz na tvoj mestu? Probal bi, pa ne bi nič prej rekel. Ne zažgat pustov, preden ne najdeš. Ne, jaz sem pa ta 100% človek, jaz prekinjam stike z vami zdajle in najdu si bom druge znane prijatelje. Mislim, da Tomičeva pižamo bo lažje nadomestiti, kot Tomičeva, ki tega na pol znanga je težko najti. Kdo v Sloveniji je lahko ta semislaven Tomič? Nihče, vsi so bolj ali pa manj. To bo Rok Bohinc. Vsi so. Veš, ko poznaš glas, rečeš, čak, kjer avto mi zdaj prodaja, a veš, face pa ne tok, ne? Mogoče, ja. Ok, jaz pa Rok Bohinc, to je to. Svoj podcast. In z mano je tudi seveda Jože Robežnik. Pozdravljeni. Nominiran za? Preiskavo Fursa. Kaj? Kako? Zakaj? Ne, to pa ne. Kaj veš? Ja, zdaj to je, če veš, kaj mislim, podcast, ki pomaga ljudem v življenju. To mislim, da lahko rečemo, bi človek celo rekel, da smo edini podcast, ki dejansko pomaga. Ja. Ki rešuje. Ki za rešitev ne ponuja jastogov. Tako pa predvsem... Edin, ki je nujno pomemben za obstoj Republike Slovenije, kot jo zdaj poznamo. Kot tako. Se pravi, nas bojo zapisali v ustavo, ali smo že? Pravica do človeška mislim. Ustava gor, ustava dol, ustavt nas pa ne morajo. Sašo, to je ta umetnost. To je ta umetnost. Hvala, ker si prišel na moj nivo panov.
Zdaj, tako, mi odgovarjamo na vprašanja, kje lahko ljudje postavite ta vprašanja. To je zelo pomembno vprašanje. Okay. Dejansko obstaja obrazec, ki se mu reče aparatus.si pošiljnica, kaj mislim. To mi je obrazec, lahko preko tega date. Danes imamo 2 taka in pa imamo 2, ki sta prišla preko Instagrama, Saše Stareta. Kroni on tako kul, kaj je na Instagramu. On je na Instagramu najbolj kul od nas in on postavi vprašanje, tako da se mu splača slediti. Dajmo še en krog, kaj smo na Instagramu, pa začni Sašo, da bodo ljudje vedeli, komu sledi, da dobijo vprašanje. Sašo Stare. Odlično, Joco Hud, Pižanc, Stric Bedanc in jaz sem Anzeto. To je to, dajte vprašanja, ker potem lahko pomagamo. In gremo kar na prvo vprašanje, ki je prišlo preko obrazca. Postavila ga je Miška Maška. Miška Maška. Ja. Miška Maška. Ali nista bila vidva sošolca, Joco? Veš, kaj mene zanima z Miško Maško? Ja. Čist možen, mene sem ena stvar, kdaj bomo mi imeli meet and greet. Kako se reče temu, ko pride, ko je ta, ko se dobimo s svojimi. Meet and regret, mislim, da je za ljudi, ki bojo prišli. Ja. Lepa. Rad bi spoznal te Miške Maške. A vi ne? Pa Braneta. Brane je nujno. Brane, by the way, danes ima novo vprašanje. Zezaš. Spet ali kva? Spet, Brane. Zakaj je bil zadovoljen? Ja, z odgovorom. Očitno. Maška, tale fun fact o Maški, ali Miški Maški, ja. Maša je to očitno, ne, to je neka Maša. Mislim, da ne, ampak povej. Miška Maška, to je ta, ki je Pahor govoril, Miška, a veš, tisti, ki je bil v video. Ja, Miška to mi deli. To je ta. Se pravi, to je ta. To je ta Maška. Ta Maška je una Miška. Se pravi, če je bila takrat na maturi, Ja, glih to sem hotel. Ja, tako je računala. Zdaj, se pravi, Je okej. 26, recimo. To je okej. To je za meet and greet. Za meet and regret. Za miti ne gre na polno. Ej, ja. Nekaj sem hotel reči. Ne reč. V glavnem, Miška Maška, jaz se že opravičujem. V glavnem, to je pa njeno vprašanje. Vnaprej hvala za razsvetlitev in rešitev najnega dolgoletnega problema. Zvezi je, po mojem. Shit. Sorry, Joco. Zanima me, kako obrnete vilice in nože. Skratka, pribor, ko ga date v pomivalni stroj. Omenjam navadno košaro, to je zelo pomembno. Spravna košara, ki je od spodaj, ne tisto zgornjo, predal. Pazi, ne tisto zgornjo, ki jo je mož že odmontiral, ker ga je nervirala. Glede na to, kako Joco zmajuje z glavo v omembi te košare, vidi mogoče Miška Maška, kakšna oseba, ki jo ti poznaš. Ne. Mogoče živiš z njo. Ne, če bi bila to, ker moja žena, pa praktično stroj je kadaj moj. Pomivalni stroj je fucking moj. A se to vsaj ta buljal, da ne upa več noter. A veš, kaj ima Bill Burma, da imaš ljudi ločeš na sovkarje, pa na une, ki uperejo posodo. No, jaz sem ta, ki upere posodo v našem gospodinstvu. Nisi sovkar. Nisem sovkar, tako da jaz uperiram. Če bi bil rad človek, ki opere posodo še v kakšnem drugem gospodinstvu, prideš lahko na obisk, kadarkoli. A imamo spet novo aplikacijo? Ne, jaz ne vem, če sem vam to že kdaj povedal. Ja, ti jaz rad pomivam ne to, ker rad zlagam v stroj, še bolj, pa rad zlagam iz stroja. Se pravi, ven iz stroja, ki je čisto enkrat. Jaz pa raje zlagam v stroj. Jaz ful rad ven dajem. To je meni tako, recimo, zjutraj dajem ven in takoj imam feeling, nekaj sem že naredil. Zjutraj sem stroj, kuham kofe, Aeropress, ne vem, če veš, če poznaš, kaj še znam Aeropress. Vmes imam glih toliko cajta, da iz stroja ven zložim in mi je, wow, to je star model, ti si komaj vstal, pa že nekaj dobrega naredil. Skratka, z glavo navzdol ali navzgor. Ker če daš z glavo navzdol, je gužva pribora v košari in pač ni dobro opran, to jaz imam mnenje kle. Če pa obrneš, pa opran ga s prsti, primeš na mestu, ki gre potem prvi v usta, to že vidim Jocota, se pravi, pribor ni več čist. Tako da kaj je prav? Zdaj, jaz bom tukaj le rekel, sam to. A gaš ti slučajno jemat pribor ven iz pralnega stroja direkt po menjavi WC ščetke, ali si mogoče vmes umiješ roke? Ne, direkt, ki se ubrišeš s ščetko. Spremalo papirja in greš ven, niti vode ne potegneš in greš stroj do konca. Ti se s papirjem brišeš, lega. Ti veš, koliko to stane. Ne, pa šlo je to slabo. Saša ima tetra kožo, pa jih pere. Ne, to sem tudi, ampak hotel sem reči,
To je šlampast, ne? Ti lahko ven vzameš, brez da sprejemaš za del, ko gre v usta. Ne. Vse lahko. Ne, vse ti ven štrli. Ja, ampak je odvisno od košare. Zato, ker eni pomivalci imajo une košare, ki od zgoraj nimajo nič. Ja. Naš ima pa tako, da ima lukence za vsako vilico in to. Če si enkrat, si buržuaz ali nisi, je tukaj vprašanje. Ja. A imaš to mrežo? Jaz, midva z Anžetom očitno sva buržuaza in zdaj sva si dala. Jaz sem tudi del te buržuazije. Jaz si včasih to mrežo potegnem ven in se uležem gor, tako po kosilu malo za zadrevanje. Vsi imamo to resco. Ampak, ne, hoče sem reči, smo mi zdaj ratali, se pravi, buržuazen podcast. Podcast za buržuazijo. Tako, mi smo rata. Ja, ok. 10 delov smo že. Unika razlaga finančne nasvete. Tako, to je to. To je to, ta folk. Tako da, ko bomo imeli meet in regret, so moje finance sponzor. Ja. Ampak tudi iz tega, ko imaš svoje te predelčke, lahko vzameš ven, tako da meni gleda približno centimeter ven. Kaj mislim? Ne, no. A veš, da sem čakal, pa sem bil tako, ok, zgleda sta spustila, ampak je pižama lih požirk naredil. Lahko vzameš. Lahko vzameš. Ne dokonča. Lahko vzameš, če hočeš si vzeti, malo več časa traja, ko moraš, ven vzeti. Kaj je tu? Kje smo zdaj? O penisu govorimo, že nekaj časa govorimo o penisih. Kje pa ti skrbiš za intimno higieno? Kje pa ti penis pereš? Če ne v stroju. Če ne v pomivalnem stroju. Smiselno, ja. Da se ven vzeti, ampak zmeri z glavo navzgor. Z glavo navzdol je, to si psihopat, po mojem. Kdo daje noter z glavo navzdol? Ja, jaz tudi mislim, da je noro. Kako? Tudi če nimaš teh slotov, če imaš mi se pogovarjamo samo o strojih, ki imajo slot, ker nismo zdaj za buržuazijo. Dobro, to je res, ampak ona, če prav razumemo, ona ima po mojem samo na košarco, ki ima po mojem nepal predelo in tam dejansko to žlico lahko okolo obrneš. Ja, jaz bi to je noro. Mislim, da bi žlico noter dal. Ja. Se strinjam, to bi v bistvu, to bi mogel biti sankcioniran. Ja. To se strinjam. Jaz mislim, da če gledaš ali če greš v Crn grob, ki je una freska, gotska, stvari, ki jih ne smeš početi v nedeljo, ker greš pa v pekel, je tudi tam narisan pač to ena, ki daje žlice not, tako da je naprej not v pomivalca. Zdaj, mislim, a smo lahko praktični tudi. Ja. Jaz bi rekel, da nož, jaz dam nož rajš na kontra noter, zato kdaj tudi tam malo vam pobira. Ok. Ne, se pravi, na nož dam na kontra dol, vilco pa, kljub temu, da sem jo že, jaz mislim, da vsaj 5krat dobil pod noht, da sem dobil takole, ne je čist celo, ne do konca nohta, ampak recimo, da je 2 mm, pa sem že zataknil. Kljub temu še vedno daš da gor. A nimate vi teh košarskih, lahko ven vzameš, pa pol normalno ven, ja se moš res sklanati, kamamka, good point, na polju. Genialno, super. In takrat, ko se počutim dober, ko sem čvrst, ko bi rekel zase, imam to, ker sem v špegel gledam, wow, kje si car? Kje si buržik? Takrat si mogoče ven vzamem, ampak največkrat si pa noter pustim. V življenju nisem vzel. Kva? Ti pa raj sklanjam se, pa 12 si najslabši Hrvat na svetu. Ja. Se nima, zakaj ga ima? Ne basket. Ne basket. Ne, tebe je stroj. Stroj te je zjebal. Ne, tega dela s svojimi hrbtenici. Pomisel. Vsi 4 imamo, se pravi, pomivalca za košarco. To smo zdaj ugotovili. Ne, samo unogor. Ti imaš samo unogor, imaš. Ti imaš mrežo. Jaz se ven potegnem, zložim. Če sem to meni, da tam ful lepo natančno zlagaš. Ja, to je grozno. In tako nože najprej, potem vilce, potem žlice. Pač tako začneš žlicam, vilce nek na sredo dajes, nože z kontra konca. To je, a imaš ti nekoga, ki ti pomaga, kako s tem reče, služabnico? Ne. Jaz bi imel to samo, če bi imel služabnika ali pa služabnico, da bi imel ta nivo. Ta nivo, ja. Ja, jaz se strinjamo. Ja. To je nekaj, ki sam ne bi delal, bi pa imel. Če bi jaz imel ta predal, tako kot ima pižama, sploh ne bi delal, mislim, to je pa predal za vilce pa to. Tam not bi imel skozi se ti perejo. Ja. Pa iz tam ven vzameš, ne rabaš ekstra predala. Če glih peraš, pa pridajo obiski. To je dobro, ker še, sorry, se vam postrego, ampak se glih pere s pribor, ne morem. Pejte tam.
smo to mi debatirali, da imaš 2 stroja, pa prelagaš. Pa imaš prelagaš. Že imeli mi. Ne vem, če smo imeli mi, jaz sem tudi to že videl. To je full hack. Da v bistvu imaš 2 pomivalca, v enega daješ umazan, ga pržgeš, ne? In je to drug prazen. Jaz sem boljši hack. Jaz sem pomoč vse dati, pomoč preložiti tudi tisti, ki ni umazan spet kaj. Jaz sem boljši hack. Ja, ne po vsaki jedi fukraš vse stran, pa kupaš nov. Po vsakmu obroku. Denar mora krožiti. Tako, na Voltu imaš posodo. Pa tako, prav vsakič le krose, pa VMF kupuješ. Ja. To je to. Enkrat rižoto stran. A veš, un boxer Mayweather. On, mislim, da je nekje pisal, da nobene obleke ni 2krat še oblekel. Se pravi, vse samo za enkrat uporabo. Veš, kaj mišice napne, veš, iz trga. Ampak vse oni gziljoner, stari. Tudi, če širše pogledamo, veš, tudi recimo probamo vsi nekaj reciklirati, pa nekaj to, a kaj je spremenili še zmerje, a ne, aprila je zdaj bil poletje in nekak zima naenkrat. Jaz pa perem od jogurta lonča. A veš, a je to, kaj pa če gremo v nasprotno, pejmo v ultra potrošnjo, vse važemo stran, vse novo, pejmo res zasmetiti, mogoče je pa to rešitev. Da vidimo, če je to res. Da vidimo, znanstvena metoda. Če ne rata, rikvarc, pa je to. Ali pa samo umremo in noben ne rab nikoli več pomivati posode. Kar je meni osebno relativno dobro rešitev, glede na to, da so vražali. Stare bi skuril zemljo, itak menal več. To je ta logika. Stare zdaj, veš, rad bi v nadaljevanju od Duda, od Big Lebowski igral, kar rabijo nove nihiliste. To je to. Sam kurmo zemljo, dokler lahko. Zdaj smo že toliko stari, da je to. Se bo Elon Musk zrihtal Mars do takrat. Gremo gor, pa za kurmo Mars, do takrat, ko bomo Mars uničali. Kam gremo naprej? Ja, pa bojo pa že Santi počas prišli. Evo. Ne? Kdo? Santi, 3-body Mislim, da je 3-body problem. Ja, to je. Okay, super. To bo šlo ven, čakaj. Ne, se ve, da ne vem. Človek, ki vodi popularno oddajo na nacionalni. Ne ve, kaj je popularno. Zdaj ne vemo, a sem jo naredil med popularno ali pa oddajo. Ja, to je. Ne pozna trenutno najbolj gledane nadaljevanke na Netflixu. Ne vem, če je najbolj gledana. Kje je to? Ja, zdaj je že 2 ali 3 tedne. Una dva, sta Game of Thrones naredila, sta zdaj naredila po eni kitajski predlogi, po knjigah, novo nadaljevanko. Vse te knjige so že vse napisane. Ja, ne, kaj? Tega ne vem. Ti nisi vedel. A se zajba, a kaj? A res tega ne veš. Nekaj, kaj na Netflixu ne poznam. A res? Ja. Sam huž bilo, da bi nečesa ne poznal, kar je na YouTubeu. Ker edini YouTube je večji, ker Netflix. Ja, veliko. Grozen. Okay. Miška Maška, jaz mislim, da lej, to je to. Smo izgled kaj odgovorili. Na gor? Na gor. Jaz bi nošnil dol. To jaz se ne strinjam s tem. Jaz tudi ne. Jaz mislim, da je to, da nekdo šlata ta del, ki ga daš v usta, da smo vsi se sprijaznili kot civilizacija. Da je to ok. Da je to. Pač, ja, mislim, jaz za žlic. Ja. V kuhinji lahko karčeš delaš. Ja, tako. Dokler te ne gledajo. Ja. V kuhinji ni varanja. Dokler te ne gledajo. V kuhinji lahko karčeš na pultih, sediš. Lahko sedi. Na pultih je meet and regret. Ja, tako. Jaz bi sem to dodal, da vsem moje mnenje malo več šteje, ker sem kot mladostnik veliko časa preživel v teh pralnicah v gostilni. Na Winterhalterju, na proper mašini. Na kaj? Winterhalter. Kaj je to? Kako ne veš? Ne veš, Winterhalter so profesionalni pomivalni stroji. A ja, in pazite, še eno stvar dodatno imam. Ja. Jaz sem tudi sestavljal v Grusuplu, kjer v Kovinostroju, ki so delali po licenci Winterhalter stroje, jaz sem tudi sestavljal to. Čakaj, ti si delal tam za linijo? Ja, jaz sem delal. Ok, črtajmo to, da smo buržji podcast. Ne, jaz sem pa izdal delavci. Ne, veš kaj je? Vsak sem bil tam, res da sem bil žlahta od direktorja, kaj kasneje lastninu. Tako da ja, absolutno. Nisem pa izdal unga modela, ki je skozi pil. Ti si na vseh točkah čiščenja si zraven nekje bil. Ja. Ti si ta svoj OCD pelal na čist drug nivo, stari, to je noro.
Zato pa še zdaj rad vam pobiraš, ker veš celo verigo. Ja, ti si ta. Temu lahko zaupam. On je farm to table, pomivalec posodne. Lahko bi tako rekel. Nice. Factory to kitchen. Tako da Miška Maška to mnenje ima težo. Naslednja stvar, ki planiram, kako se reče unifermi, startup, bom pa te japonske skrete začel. Jaz sem zadnjič na obisku, pa enih ga imajo. Aha. Je bilo tako, pripel še 3, pa se si vsi rit upravil tam. Jaz sem sam nulal noter, tako da nisem uporabil. In te špricam nazaj. A te je pohvalil? Ne. Dobro si ciljal, dobro si ciljal. Very nice targeting. Very good Tomic-san. Very good Tomic-san. A to pa ni rasist? Ne, to je Tomic-san. Kako bi rekel, hello, Mr. Tomic. Ne, ampak ni Tomic-san. Na glasi niso rasizem, no, v redu je. Sploh če jih ne znaš. Dej regi. Dej dolenčka. Super. Drugo vprašanje pa, ne boste verjeli, Brane. Brane iz Bek. In kva ga zanima Brane tokrat zelo jedrnat, moram reči. Zelo jedrnat. Nedolgovezi, zdaj je videl, da ko dobimo vprašanje, mi rešimo. Mi smo tukaj, always be closing. Absolutno. Always be Art of the deal, kaj delamo? Je to. Kaj bi Glenn Gary, Glenn Ross. Nor film. Art of the deal je pa Donald Trump. Nor šlo. Ok, nadaljujem. Ok, Brane sprašuje, ali naj... Brane to life ima resne probleme, ali lahko nehaš biti nesramen, prosim. Ko se moraš le njegovi prijatelji počutiti. Ja. Brane sprašuje, ali naj komentira nove ustnice res bom. Ali naj komentiram nove ustnice mamice v vrtcu, s katero imam reden small talk. Absolutno. Absolutno, to je tako, kot nov avto za tipe. To je pa dobro. To moraš. Moraš umeti, da si to delal. Nesraven si, če ne rečeš. Ja, da upaziš. Kdo je dal denar za to? Ti si zamenil feltne. Ne, obnovil sem. Zimska leta. Veš, kdo ti je pa obnovil feltne? Tako. In ta pa ta s peskom. Kaj si že imel ta pogovor? Ne še, ampak lobi. Priporočaš vulkanizerje. Kje si zrihtal te feltne? Jaz iskreno v Feldnah se še nisem pogovarjal. To moram priznati, še nisem imel. Ampak se mi pa zdi, da nekaj, kar bi lahko kdaj. Kaj si vi predstavljate pod reden small talk v vrtcu? To me ne zanima. Jaz hodim v vrtec. Jaz tudi hodim, zato me pa to zanima. In z enimi si mal, in kako, veš, mislim, recimo, jaz tudi imam, z enimi imam... Rapor je. Rapor, tako. Z enimi imam boljši, z drugimi slabši. Vaš nam je dal gliste, ne, sorry. A veš, da sploh ne opazim s kom, kdo so otroci, ponovadi pač čisto enostavno se mi zdi, kak te una oseba. Eno vprašanje. Bližja. A kdaj gledate otroke, pa recimo, da je res grozen otrok, pa spoznaš starša, pa si tako, zaradi tebe je tak. A imate to v glavi? Ne. A kje ocenjuješ starše? Jaz v bistvu sam gledam ustance. Ja, tako v vrtcu. V vrtcu. In imaš slika, vsak dan jih slikaš in pol primerjaš. Nove ustnice. Nisem res, a se to reče? Meni to res zanima. Jaz sem imel to dilemo že isto pri eni znanki. Ne morem biti predaleč, se pravi, ker tudi dela nekaj na moji zunanjem izgledu. In nisem vedel, čak ima. Tvoja plastična kirurginja. Nisem vedel, kako ne rečem. A imaš ti novo? Kaj je imela novo? Ustnice. Pa s časom sem ugotovil, da te ustnice so zmer večje. In to ni, ne jutr, naslednji dan ni dobila, kako se reče, tegale... Kaj imaš, ko se ti na ustnici naredi? Ni začetek herpesa, ampak malo večje, kao da ben, glih to, kdo ben opazi. Ta herpes je stal 300-400 evrov na 2 mislim, res, recimo, jaz bom tako rekel, jaz imam enega znanca, ne bi mogel reči prijatelja, ki si je presadil lase. Jaz tudi imam enega znanca. In je bilo
jaz nisem mogel odmakniti pogleda in je bilo tako, je bila njegova partnerka za njega, jaz videl, da ima nove lase. In jaz, nisem upal reči, le to poglej, ko je hudo, z vseh strani pokazal, kje je bilo. Sva šla z Ulmo po Ulmu, ki ga tudi ti poznaš, sva šla v Turčijo, kako je bilo, vse mi je razložil. Okay. In jaz sem imel pa še en cajt težav, da ga nisem mogel tako, veš, da sem videl, da vsakeč, ko ga gledam, sem ga gledal, kaj je noter, ampak zdaj sem sprejel, da ima kar naenkrat goste lase do čist od spred. Ne, tukaj je pač čisto normalno človeško čustvo, zavist. Itak ne, seveda, absolutno se strinjam, se absolutno strinjam. Sam kako je pri teh ustnicah, načeloma kaj je zdaj to? Mene, recimo, a je tukaj ona, zdaj, a mi moramo, ona se pa trudi? Ali kva, veš? Kaj rečemo? Ne, dajmo videti tole do konca. Jaz ga rešujem. Ja, se trudi? Ja. Ali se mi moramo, ker recimo, če bi jaz ustnice si popravil, bi hotel, da mi to, da se ne opazi. Pa se da, če bi ti šel ustnice popraviti, bi jaz med tem, ko si ti na posegu poklical, rekel, kaj je bilo ful smešen. Da sam napumate kukarlo. Ne vem, 500 evrov, ne vem, kakšna je cena za ustnice, ampak stvari, če dam jaz 500 evrov za ustnice, hočem, da se vidi. Hočeš pohvalo, ne? Hočeš, ne pa mic po mic. To je v bistvu dobro vprašanje, ker se mi zdi, da ustnice niso tako, kot te ljudje, pa sploh ne samo ženske, tudi tipi, ki si dajo, ne vem, ki se hočejo pomladiti. Ja. To je res taka, to je ne glede na starost, ti lahko ustnice, a ni to tako. A pa če bi jaz prišel z manjšim, a pa če bi ti prišel z manjšim nosom naslednjič. A veš, recimo je, kaj to naredil, ko je jaz domov. Če se spomnite, režiser, ki je posnel Babica gre na jug, Vinci, on je recimo hodil po Ljubljani, še bolj je hodil okrog in še za flajštran, češ, lejte, jaz sem si prvošel. Nov nos. Ne, se pravi, je tako bilo. Zdaj, ne vidiš, da jaz sem pred oddajo že pogovarjal se z damami iz slovenske popularne scene, ko so rekle, se vidi, glih sem bila. A se to vidi, ali se ne vidi, ne, vse je don't worry, hudo je. Ampak to so druge, tisto, kar je grozno, je itak je zmeraj mal dvojni standard, pa se mi zdi za ženske, pa za tipe, pri teh stvareh. Ja. Ampak meni so ustnice so meni posebna kategorija. To bi jaz rekel. Zato, ker se mi zdi, da ustnice so tako. Ustnice ti v bistvu tako povečaš, zato ne mlajšaš se. Ampak bodimo fair. Mlajšanje je isto kot dojke. Tako, jaz bi rekel, da resno, imaš te dve kategoriji. Eno jaz se mlajšam, tam se mi zdi, da je bolj, da se nič ne reče, ta pa sam, kako da zgledaš. Gre pa za estetiko kot upgrade. A je ali ni. Eye of the beholder, se temu reče. Ne reče se, vsake oči ima svojega malarja. Tako, vsake oči ima svojega malarja. Klepa, jaz ne vem, jaz sem pol prav razmislil, pa kva rečeš, ne? Pač, wow, ali kva? Kva pa to hudo? Ne. Da si už dala pa še... Jaz se ne strinjam z ničemer tukaj. Zaradi tega, ker pač zmer se vidi, to je prva stvar. Ne obstajajo operacije, ki so nevidne. Zmer vidiš. Slepič. Mene niso pa. Slepič pa šrajco gor. Ne obstajajo lepotne operacije na faci, ki se ne bi videle. Jaz mislim, da ni res, stari. Jaz mislim, da ti poznaš ljudi, ki so se operirali. Pa sploh ne veš, da so se, recimo, zdaj sem da jodco to mes pokazal. Jaz mislim, da imaš ljudi, ki so se operirali, pa ne veš, da so se. Jaz mislim, da kako ta tehnologija, pač kako vsa druga tehnologija napreduje. Lahko čas, pomal pa pomal. Ja. Kaj salamo režejo stran. Razumem, da pač delajo. To je najbolj estetsko, to je res, ampak če nekdo 60 pa zgleda 45, tako ok, to je... Ja, ampak tudi ne zgleda, zmerjamo po vratu vidiš, po rokah vidiš, pač te stvari niso... Vi se zdaj postavite v čevlje branita, stari. Razumeš? Nikoli ne rečeš, ne greš, ne postavljaš se v situacijo, kjer komentiraš izgled drugega človeka. Ne veš, ali je bolan, ali je nekaj imel. Te stvari so, ne spravljaš se v situacijo, da se tako... Da greš, ko imaš lepa frizura. Imaš huda frizura. Kdaj? Komu? Rečeš, to sem že rekel to. Tipom in ženskam. V naključni interakciji zjutraj, ob 7 zjutraj v vrtec si prišel, videl eno osebo, ki jo triga na teden, vidiš, 2 dni nazaj so meni rekel, kam imaš pa lepo frizuro? So strigla, ja. V vrtcu. Ja.
In je rekla, ja, to je ne, glav sem si umila. Jo bom citiral, je rekla, ja, to je moj default, ampak pa daj se mi pol ne da iti, pa mi ful zrastajo, to je rekla. 2 dni nazaj. Wow. Prvo spravil si se v situacijo, da si imel to brezvezno interakcijo. To je Saša, ne delaš za to. Ja, se vem, ampak zakaj se definicija Tomičovega? Ampak druga stvar je zanimivosti Anžeta Tomiča. Jaz mislim, da bi se ona slabo počutila. Naredila si je z ustnicami karkoli že čutila, da je. Ja. In ona v njeni glavi... Ona lahko dela kar če. Razumem, ampak potem ne rabiš izpostavljati tega. V naključni interakciji, to je neka tvoja dobra frendica. To je moja poanta, stari, da imaš razliko, da ene stvari so, ki se ljudje, ki grejo, to jaz mislim, da je sam upgrade. Če je to tvoja frendica, se o tem pogovarjaš. To je pa mogoče meja, ki jo brane, mogoče mora upoštevati. Če ima brane, v bistvu se mora vprašati. Reden small talk ni dost. Ja. Jaz mislim, da če nekaj narediš na sebi, jaz mislim, da ti je kul, če te ljudje pohvalijo. Sem, Saša, vem, da ti ne veš, kako je to, ampak meni je ful dobro, ko mi ljudje rečejo, ti si pa malo skušal. Wow. To pa ti to reče. Saša, kam je ful. Novica, Pižamc je imel event pri Sloveniji. Odkar je Ozempik in stari hujšaš ful hiter, sam to rekel. Ozempik je v novicah. To je Charlesa Barkleya, jaz to vsem govorim. Ste videli Charlesa Barkleya? A ga spet kucne? Skor, po mojega, če probo bi kucnil. Ozempik, baby. Čak so videli, da zdaj pri nas tudi Ozempik šopajo. Že se začel to. Pa je ni drago pri nas. A res? No. Ni več razloga. Saša, prita zdaj na snemanje. Ni več razlogov, da bi bil debel. Sam prosim, ne mu omenjati. Ok, zdaj se pravi, če prav razumem, je važen, koliko je branje na close. Ja, kaj je ta reden small talk, ali to prevesi v zono prijateljice, ali je to samo mama, ki je randomly v vrtcu? Recimo, kaj bi bilo, če bi frizuro pohvalil? Ja, jaz mislim, da če frizuro lahko ustance. Če že kdaj komentiral frizuro? Ja, počakaj, da gre k frizerju. Točno to. Če si komentiral frizuro, lahko tudi ustnice. Kaj pa če si superge? Superge? Ja, zdaj bom šel. No, je superge, ja. A to imaš ti? Ja, so nove superstarke. Kaj vi delate v lifeu? Sam, ker superge pohvališ, moraš zraven reči še brat. Starejši, nima froca, ne razume, koliko je teh. Nima interakcij z navadnimi ljudmi. Si lahko pihpo na telefonu, zakaj se pogovarjaš? O supergah, z random ljudmi. Kaj z vami, stari? Lej. Da sta frenda. Jaz mislim, da mora biti, da ti lahko komentiraš eno vizualno, tudi debel. Recimo, mi imamo zelo dober handlava to, da ti kdo reče debel, zato so komika, pa so joke delala, pa v bistvu s tem, ko joke narediš, na to odpreš malo vrata, da ti folk se s tabo o tem pogovarja. Ampak, jaz mislim, da kriterij, da lahko drugemu komentiraš neko telesno zadevo, mora biti, da se oba človeka strinjata, da sta prijatelja. Oba se morata. Ne samo, da ti misliš, da si videl so frendo. Oba se morata strinjati. Se pogovarjamo o seksualnem odnosu. Se morata oba strinjati. A ti seksaš z vsemi svojimi frendi? Z mano, ja. Ja. Se pravi, mi da spižamo, so pa sam znanca očitno. Okay. Se počakaj, da dobimo 1000 naročnikov, pa se mogoče to spremeni. Ja, ki bo una naga epizoda. Naga epizoda. Ne, ampak glej, samo, a pa lahko samo da branete odgovorimo, pa ne zabredemo spet v nago epizodo. Se pravi, če gre samo za reden small talk, lahko si rečemo, da res nista prijatelja in če nista prijatelja, ne komentira ustanc. Ja, ne najprej komentira frizuro. Frizuro, lahko postopoma pride. Superge. Superge prva stopna. Ne, gorto superga. Zakaj ne? Zato, ker sparaš nezanimiv. Če se že hočeš pogovarjati, kaj boš v superga? No, povej lestvico, dajmo lestvico, kaj komentiraš prej, da lahko prideš do ustnic. Ajde, 3 stvari, pa so pa ustnice. 2 stvari, pa ustnice. Kje si to delala, recimo, kje si to delala, ko bi z ženi, mislim, ko se ženo pogovarjava, da bo ona tudi... Da bo ona zgledala tako kot Tibol. Medtem, a mi lahko poveš, kje si dobila superge, kje si se operirala ustnice, kje kupuješ obleke,
Pa kjera barva las je to, da bo moja žena zgledala čim bolj tako, kot ti, ko imava date night v petek. Pa zdaj, ko sva se že zbližala, kakšne spodne perila pa nose. Ja, tako. A bi mi pokazali, a imaš fotko? A imaš fotko? Daj mi fotko. V bistvu premislil sem, si Brane more absolutno točno to narediti. Pa dokumentirati, pa nam poslati za znanost. Ampak jaz mislim, da prideš do tega, da jaz bi še vedno bi rekel tako, superge, neka obleka, frizura je velik korak, se mi zdi. In če gre frizura skozi posel ustnice. Ja. Aha, če komentira kavbojke, a je to too much? Kavbojke so čez. Kavbojke je filme, ali kavbojke hlače? Ne, če hlače komentira, veš kaj, ko rečeš, da je ful dobre kavbojke? Če sem pa gledal na Netflixu, grdi umazani. Kaj komentiraš, ko komentiraš kavbojke? Ti povej. Komentiraš rit. Komentiraš rit, sam rečeš kavbojke, da ne boš dobro tvoj rit zgledal teh kavbojk. A rečeš, mislim, tole blago je pa tako dobro tkalo. Tale džins pa, lahko malo pošla, wow. To se pa čudi, da je en vsaj 14-letnik v Bangladešu tole delal. Da ni bil mlajši. Stare, glih prej si odgovorno, da že kako začneš. Moja žena kupuje kavbojke. V bistvu so to perverzijo daš čez ženo. Kje si dobila te kavbojke? Ja, sam ne vem, če bi njej bile prav. A kaj pa? A veš, mislim. To je dobro. Jaz, Brane, mislim, da smo ti odgovorili. Brane točno ve, kaj bo jutri naredil v vrtcu. Brane, povej, kako je šlo, no? Ko boš rekel karkoli o ustnicah, kavbojkah, supergah. Zanima nas. Če pa rečeš, sam še en nasvet mogoče, če bo to naredil, prej gremo naprej. Če bo komentiral ustnice, pa ne bo šlo v redu. Pa bo tako neki to, ne nehati, pa pustiti, da je v luftu, ampak nadaljuj pa v šestni mečički, to je pa ful tu dobro. Pej sam na druge weird dele obraza, da bo ona na koncu tako... Lahko uvulo pokažeš. Ne, pa se sezuješ. Ta nos je original. A nos je pa original prišel, ali je to... To je tu dobro, ja. Si zdaj le bo poletje, tako da sandali, pa logične... Recimo, ja. Pavček. Hvala, Brane. Tretje vprašanje je postavil Vid, ta je šel tudi prek obrazca. Poročil se boš, ampak imaš dva najboljša prijatelja. Koga izbrati za pričo, oziroma kako postopati, da ne bo nihče užaljen in da to ne bo pokvarilo poroke? Ja. Jaz sem imel neki podobnega. Jaz sem imel neke izkušnje. Aha, dej povej. S porokami. Aha. Recimo, kolikrat sem bil na porokah? Zanimivo. Bil sem na eni manj, kot sem mislil, da bom. V lifeu. Jaz mislim, sam ne povabiti obeh frendov. Zakaj v resnici izločih? Koga hočeš na poroki? Ljudi, ki jih poznaš? Pa si friend z njimi? Ali ljudi, ki ti bojo delali probleme? A veš, ne? Po moje je bolj, da so sami neznanci, da greste skupaj, nov life se začne, novi ljudje so tam. Tebi se vidi, da si izkušen. Ja, mislim, če bi bil na eni več poroki, bi bil še bolj. Zdi se, da se to ni samo enkrat zgodilo. A je to nek vzorc, ki se ti ponavlja? Mogoče je neki. Koga izbrati? Čakaj, a se nisi ti lih poročil? Ne, sem se. A si se? Ne vem. Kdaj pa? Čakaj, nič ne rečeš. Nič ne poveš. Zakaj sem o tem ne... Zakaj pa to ni bil podcast? Zakaj pa to ni bilo? Si to je podcast. Pa sej nekateri ste bili. Čakaj. Kdo? Točno eni smo bili. Čakaj, a ti si bil? Ja, jaz sem bil. Čakaj, no, jaz pa pižama zelo očitno. Ne, čakaj, če se jaz dobro spomnim. Kaj? To je nazaj, en petek, a ne? Ja. A ne, bil sem, ja. Se tebe tudi spomnim. Ja, jaz sem bil resen dan. Čakaj, za to mizo ste trije, ki ste bili na eni poroki. Ja. Pa en, ki ni bil. Ja. Mislim, vse neki sem imel takrat. Ja. Tako da idak ne bi šel. Tako da ne bi. Ne bi mogel. Čakaj, dogodek, a si videl v koledarju, jokanje v kotu sobe. Ne, mogoče še bolj, da ni, mislim, da se je izgubilo povabilo, ker verjamem, da če bi vedel, da ga nisem dobil. Ampak je v redu, ker sem itak imel neki in ni bilo neroden, ker bi mogel z veseljem bi prišel na tvoj najbolj srečen dan v življenju. Ampak slučajno nastop. Ja. Ne morem. Ob 4:30. Ja, ob 4:30. Zase. Lej, sebe moraš najbolj zabavati v življenju.
V glavnem, kaj Ja, rekel? se moraš, če te prijatelji Ja, če namarajo. imaš dva najboljša prijatelja, koga zbrati za pričo, oziroma kako postopati, da ne bo žalil. Enega daš na civilno poroko, enega daš na cerkveno brez. Zdaj pa, če imaš pa 3 prijatelje, pa se na hitro še v eno tretjo vero, drugo vero, ne, in imaš pa lahko 3 obrede, oziroma zdaj kogarkoli prijateljev je pač toliko obredov, pa ne štimaš vsakič en. Zdaj pa še Jaz sem bil v tem. Kaj sem bil točno v tej situaciji? A res, jaz tudi. Moj prijatelj se je poročil in sva bila v bistvu 2 frenda, ki je bilo tako očitno, da smo bili, z enim je bil ful prej, mi da sva malo kasneje bolj frenda in je izsilil pri župniku in posod, da sva 2 priči. To je top. Ja, izsilil je sicer bilo tam je unjenik, videl se je, da je mene župnik malo grdo gledal. Župnik rekel. Ker župnik, če rečeš župnik, se sliši, da je po župi barblavo. Župnik je pa po žuveču. Ja, čez drugo. Prav presekal me. Prvič v življenju, ko včasih nekaj novega slišiš. To je bilo novo za moja ušesa. Okay, ta župnik je bil res en župak. Ali sam en medklic naredi, ker smo pri stvarih, ki jih ne pričakuješ, da jih bo slišal. Danes sem se pelil in sem gledal nek Jumbo za nek narodno zabaven band, ki imajo koncert in tako spod piše ob izidu nove kasete. Lepa. Leta 24. Lepa. To je pa kar orang hipsterska. Vse poznavanje svoje publike. Kri Records na šlavka. Ob izidu nove kasete. Jaz sem tudi hotel reči, da pač oba dva ne da. Tam pač oba se podpišeta, se ni važno. En bo pač napisan v enem uradnu. Ja, drugače sem hotel reči flipen okol, ne se, te dva tvojega best frenda poročita, pa si ti njuna priča. Bam. Med sabo. Ja, tako, med sabo naj se poročita. In pa se morate stepsti, od kjer ga boš, ker si lahko samo denga. Tako. Mislim to, ali pa daš nož, pa obadaš v eno sobo, pa zapreš vrata. Ne. Unka vam pride. To je tvoj friend. To je kar okej tudi. Nočeš imeti šipkih friend. Kaj pa? Sploh ne za pričo. Ja. Good point. Pizda, to je dober. Lahko pa tudi, če ne greš liho to od osmera, ker recimo si predstavljam, da marsikdo tam zunaj ni psihopata, ne za razliko od marsikoga v tej sobi. Nekdo med nami samo emulira ta nasmeh. V glavnem, lahko pa sam narediš tekmovanje, kdo je res najboljši prijatelj. Recimo, vid ima pričo in prodaš Pop TV-ju. Ne, to je res. Narediš pa nima, kdo je res najboljši. Ne, pa samo nek kviz narediš. Ja, nek kviz o tebi. Ja. O tebi. Kdo me bolj pozna? Točno to, kdo ga bolj pozna. Če pa nisi za kvize, pa neko med, kaj je že bila? Igre brez meja. Igre brez meja, stil na dvorišču. Challenges. To je to. Ja. Lahko dodam nekaj malo širš narediti. Meni všeč ta ideja, genialna mi je, ampak zakaj ne bi za vse frende vse čas imel lestvico, kdo je najboljši? A ti je nimaš. In da se dostopno. Kako misliš, da so bila na poroki? In vemo, kdo je od spodi na tem Excelu, a ne? Sašo, motherfucking stari. V bistvu, če bi imel javen ta Excel, je bilo vse lažje. Od začetka. Ne bi bilo teh pričakovanj. Da se prijatelji vedno borijo za tvojo naklonjenost, to je res. To je nekateri to zahtevajo od nas. To je app. To je app. To je ta kitajski app, ki imajo oni ta Friend Rank. Friend Rank, tako. To je res in kaj se zgodi z umno, kaj na zadnjem mestu? Tvojega Friend Ranka. Gre v sobo se odpade. Ne, izpade. Izpade iz appa. Ampak ne izpade iz appa. Izpade sam tako kot v ligah. Pač v drugo ligo gleda. Sprav, rata Fred, od tega druga. Te, ki so kvalifikacije. Imaš tudi play-in pol. Tako, in pa v bistvu imaš drugo ligo, kjer je full folka. In te se tudi borijo, zato da mogoče sploh pridejo na zadnje mesto elite, NBA. Razumeš? In pa enim je boljš, da so spodaj. Eni so cool, eni so ok. Meni je the best. Jaz mislim, da s tabo več družil, sem malo bolj potrudil. Da napredujem v NBA. Moji prijatelji so prvorazredni.
To je ta A-liga, ne? Če imaš pa drugorazredne prijatelje, pa sorry, friend, ne? Ti si pa od spodaj. Tako, ne? Ja, ok. Ja, to je redo. Meni je imel tak Facebook, mislim, karkoli že to je. Dajmo to narediti. Friend rank. Imamo slovensko verzijo, da bi do... Ne, tu treba na to pa sorry, če pa kje treba na vsi. Vsak ima prijatelja, to je pa treba na mednarodni. Murphy dajo musko za app. Mislim, da smo Slovenci to že imeli. Kaj bo še uno petkica? Kaj je že bilo? Glasuj zame. Glasuj zame. To, ampak bolj na osebne odnose. Kaj pa če glasuj zame, v bistvu, pač sem to, dajmo odkupiti za te neke male pare. Ja. In ukešimo bam, milijone. A pa bi za zdaj pa... Tako je, bam, milijoni. To tako je, to je biznis. To sem Art of the Deal sem prebral, tam noter to piše. Ja, to je, samo sorry, prvo imaš ABC, always be calling, pa boš pa BBBM. Bam, milijoni. Jaz mislim, da bi mogla biti ena kazen za najslabšega od vseh najslabših prijateljev. Ker valjda tudi to mora biti ena lestvica, ne? Ti imaš poj... Mora biti ena posebna loser lestvica za unga, ki je... Kaj mu naredijo? Za ljudi, ki so kaj se zgodi na nekem tem javnem trgu. Ga mečemo paradajza. Ali pa ga povabiš na poroko, samo ne daš za jesti pa za pit. Ali pa mu ne daš mize. Ampak, a veš... Pa mora pa v hodu stati pol ure, da prinesejo mizo noter. Wow. A ti tako vidiš, da se to komu zgodi? Zdaj vidim, da nisem čist na dnu lestvice. Jaz samo nisem bil povabljen. To je tam neka zlata sredina, se mi zdi. Ne? V redu je. Zdaj se boš počutil, hvala. Malenkost, Sašo. Ne, veš kaj najhuj, ker zdaj le ta podcast posluša. Zalo, kar jim prodaja, to vse traš revijam. Miš, da ima toliko cajta. Absolutno ne bo slušal. Menedžerja to prebere. Misliš, da kaj dela? Transkript. Jaz mislim, da smo video odgovorili, kaj mora narediti. Tako. Ali ima igrice, ali ima kviz, ali pa pač jih rangira zdaj do poroke, recimo. Squid Game pač. Ampak ocentmoš, kjer je najboljši. Pomembno je, da so te stvari javne, ne narediti napake, kot nekateri, ki so te, ki imajo Excele skrite. Ja, ne, odpri. Share, Google Sheets, share all. V tem času social media, mislim, da je fajn, da tudi objaviš, kdo je dober, pa kdo je slab prijatelj. Tukaj lestvice včasih, billboard. Na teletekst. Ja. Gremo tako na Facebooku, imamo vsi Facebook. Ja. Dajmo objaviti res mojih prvih 5 najboljših prijateljev so. In se kar lepo dela lestvico. Pa dajmo to verigo začeti. Ja. In pol napiš, če sem tudi tvoj prijatelj, napiš svojih 5 spodaj v komentarjih in kdo ne napiše, bo zbris. A veš neko to. Ja, pa zelo v njih 5, ki sem vas potegal. Ja. Napište svojo lestvico. To bi se prijel, v Sloveniji. Milijoni stari. Pozitiva. Mi smo teoretični milijonarji, smo že nekaj časa. Zdaj smo že pri bam, še en bam, pa so pa milijoni. To so milijarde že. Dajmo začeti z milijoni. Ni za kaj biti, rešili smo ti life. Okay. Lepo se meji na poroki. Ja, sem res, čestitke za poroko. Mislim, da je ta poroka odvisen, kjer ga od teh dveh bo, odvisen, kjer ga bo izbral za pričo. To je bilo konec rednega dela, hvala vsem, ki poslušate. Dajte podpreti, če veš, kaj misliš, oziroma poševnica glave. Če greste na aparatus.si poševnica podpri, tam podprete in če podprete, dobite vsakič dodatno mini epizodo, ki tukaj rečemo Aftershave. In zdaj bomo že spet odštevali, pa gremo 3-2-1, tako da vi trije rečete 3-2-1, pa bom jaz fade naredil, pa je pol Aftershave. Hudo. Okay. Čist nekaj novega. 3, 2, 1. Aftershave!